Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Danes je sobota, jaz grem pa v šempetrsko bolnišnico. Me je klicala ena gospa, če jo pridem obiskat. Sem rekla, seveda pridem mimo. Ker vsak je vesel in ji nesem še eno stvar, ki me je prosila. Ja, je bila zelo vesela. Sem se zadržala in sva poklepetala več kot pol ure. Tako pa sem naredila eno dobro delo. Zaradi povečanega števila virusnih okužb je pa v šempetrski bolnišnici omejitev obiskov, in sicer gre lahko k pacientu samo ena zdrava oseba in pa še to največ 15 minut. All your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Sem pa glih včeraj pred dnevniku gledala, da je bila ta cerkev zdaj pred kratkim obnovljena in je dala prostoru pravo svežino. Come share my pillow and rain go away. Tu vidimo še Rožno dolino, ki spada pod Slovenijo seveda. Če gremo pa bolj sem, je pa to italijanski Goriški grad. Sama meja med Slovenijo in Italijo pa poteka ob tej železniški progi. Obnavljajo pa tudi novogoriško železniško postajo, pa vidimo, da delajo tudi na dan nedelje. Naj bi bilo to končano do 8. februarja, pa bomo takrat videli, če bo res. Ja, to pa mislim, da bo lepo. To so pa v redu naredili. Tle je ogromno parkirišč, potem je pa podhod in prideš naprej od spodaj na železniško postajo. Lahko boš šel peš ali pa z dvigalom. Mislim, da je Nova Gorica res rabila eno tako pošteno železniško postajo. In mislim, da bo to kar ena lepa pridobitev za Novo Gorico. Bil je že skrajni čas. Nas je bilo pa kar nekaj firbcev in ja, je treba iti malo prekontrolirati, kako zadeve tečejo. Mislim, da imajo še kar precej dela in imam slab občutek, da bo to v roku 14 dni končano. Zdaj se vračam pa proti domu kuhati kosilo. Danes bomo imeli kosilo malo kasneje, ker je šel mož s kolesom v Grado. Se pa prav nekaj vreme pokvarilo, tako da ne vem, kaj bo s tem vremenom.
Potem te pa preseneti taka oblačnost. Še dobro, da sem šla zjutraj na sprehod. Tako da bo preostanek dneva za počitek. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Živjo. Danes je torek, 21. januar, jaz sem se pa prav na brzino odpravila na en sprehod. Zaradi tega, ker kaže, da bo nek dež. Imamo pa trenutno 4 stopinj Celzija. Grem pa proti Soči in bom šla čez Solkansko brv na drugo stran Soče in pa čez cestni Solkanski most nazaj v Solkan. Z te točke se mi pa zdi, da je pa prav en tak čudovit razgled in na Solkansko brv in na Sočo. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who were trying. Včeraj nisem šla nič na sprehod, vsaj ne na tista prav. Dopoldan sem imela vnukinjo v varstvu. Z vnukinjo sva sicer bili na sprehodu, ampak to je bil tak poseben sprehod. Potem sem še kosilo naredila, popoldan pa pravzaprav ni bilo nobenega razloga, da nisem šla na sprehod. Moram pa zdaj malo pohiteti, ker moram biti čez 45 minut že na neki točki, se pravi, zdaj imam še dobre pol ure do doma, hiter pod tuš in gasa ven. In potem prigrizek in kava. Evo, po tej poti sem prišla, tukaj je pa Solkanska brv, ni pa danes enega lepega razgleda, kakor pride ob sončnem vremenu. To je bila zdaj še indukcijska zanka, ki šteje promet, koliko kolesarjev je šlo po tej poti v Plave in nazaj. Po tej poti jih je pa letos šlo 123. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Saj ne vem, kdo vse me pozdravlja. Super, pomahaš nazaj in se imaš lepo. In naredijo drugi tebi lep dan in jaz tudi drugim. And rain, rain, go away. Pa sem na drugi strani mostu. Pa sem prišla nazaj v Solkan. Zdaj sem pa prav začutila že nekaj kapelc, tako da moram pa res pohiteti še tiste 3 minute, ki imam do doma. V bistvu sem že doma. Ste videli te čudovite jaselce? To si dal pa nekdo res ogromno dela. About everything you're Dobro jutro. Danes je sreda, 22. januar. Jaz sem popila že kavo, rešila en sudoku. Zdaj pa se odpravljam v službo, oziroma bom rekla v bivšo službo, ker moram še ene stvari pokazati, ker decembra ni bilo časa, ker sem imela nekaj dopusta in da rešimo še to. Tako da se veselim, da bom srečala moje bivše sodelavce. Bomo pa videli, ali bojo rabili še pol kasneje tudi kaj, da grem, kakšno malenkost ponarediti ali pa pokazati, ker zaenkrat nadomestila zame še ni. Ampak so stvari že v teku in pa v pogovorih. Dobro jutro, zdaj pa naredimo en zajtrk. Call me out if you think I'm never sleeping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side.
Dober tek. away. Po kavi odličen začetek dneva. Mogoče bi bilo celo bolj zdravo, da bi najprej pozajtrkovala in šele potem popila kavo. Ampak jaz najprej kavo. Oziroma, kakor kdaj ne, včasih tudi nič ne jem. Vem, da ni to v redu. Ampak je pa kar prav, da si človek vzame čas tudi za zajtrk. Soboto in nedeljo, ko sva oba z možem, takrat imava v glavnem za zajtrk kruh, maslo pa med in kavico zraven, tako da se nekako upošteva to pravilo, da se najprej poje. Ampak, ko sem pa sama, pa sem tako. Bi si pa rad spis z mano nekaj dopisaval, tako da sem spet že drugič ta mesec sem dobila pošto, pa bomo pogledali, kaj so mi poslali tokrat. Pa odprimo skupaj. Izredno nakazilo 31.12. In znesek 15,13 €. Izplačilni dan 20. januar 2025. No, pa smo bogatejši za 15 €. To pa bo. To je to. Smo rekli, da ne bomo jamrali. Tako, 1, 2, 3 pa je vikend spet tukaj. Hvala vsem, ki me redno spremljate. Hvala vsem novim naročnikom. Tisti, ki še niste naročeni, dajte se naročiti na moj kanal, če vam je všeč, če me radi pogledate. Hvala vsem, ki mi napišete kakšen komentar, ki mi všečkate. Hvala tudi tistim, ki mi pišete privat sporočila. In nič, kaj bi še rekla? Bodite fajn in se vidimo naslednji teden. Čau, čau!